Kakra žive? Živja. Spomladanski čas je zelo primeren za razstrupljanje telesa. Idealen. Katere koristi lahko pričakujemo od ene pametne razstrupitve? Ja. Veliko koristi lahko pričakujemo od pametne razstrupitve. Sigurno je tista najbolj zaželena korist, saj pri ženskah je običajno tako izguba telesne teže. Nek uravnotežen razstrupljevalni program je hkrati tudi zdrav način hujšanja. To je to, kar velja poudariti. Potem zagotovo si bomo izboljšali počutje, se pravi, bolje se bomo počutili. Pravijo, da tisti, ki imajo morda kakšne kronične bolečine ali kakšne kronične težave, da se znajo tudi te zadeve z nekim učinkovitim razstrupljanjem omiliti. Lepšo kožo bomo imeli, mladostnejši bomo videti, lepše lase bomo imeli. Ravno tako velja poudariti, da bomo imeli tudi več energije. To še kako rabimo sodobni človek. Jaz rečem, da poka po šivih in vedno energija primanjkuje. Z razstrupljanjem energijo povrnemo, kar je zelo, zelo pomembno. Po drugi strani pa velja povedati tudi to, da smo bolj čisti v mislih, se pravi, da lažje razmišljamo, lažje se koncentriramo, bolj smo umsko sposobni, konec koncev tudi bolj učinkoviti, lažje delamo. In ne nazadnje smo lahko tudi tisti, ki se ukvarjamo s kreativnim delom, smo tudi bolj kreativni. Se pravi, same take lepe posledice razstrupljanja sva zdajle naštela. Zagotovo, koliko časa pa traja en tak postopek? Ja, to pa zelo težko rečeva. Odvisno v kakšni fazi se človek nahaja, ko začne z razstrupljanjem. Kakšne so naše prehranjevalne navade, imamo kakšne težave z zdravjem, kakšna je naša teža in tako naprej. Tako da določeni ljudje imajo krasne rezultate, lahko že po 14 dnevih, določeni rabijo mesec, 2. Težko je tukaj nekaj obljubljati in postavljati pač neke roke, ker včasih take obljube ne držijo, pa je potem kakšen človek razočaran. Treba je poudariti to, da si toksine v telesu ali pa recimo težave z zdravjem ali pa prekomerno telesno težo nismo pridobivali teden, 2, en mesec. To traja mesece, to traja lahko tudi leta. Se pravi, moramo biti tudi pri razstrupljanju potem zelo potrpežljivi in konec koncev dobri sami s sabo in imeti kdaj potrpljenja pa počakati na rezultate. Ampak v vsakem primeru, recimo, če govorimo o izgubi telesne teže, to pa se pokaže že v zelo kratkem času. Ali pa recimo, če rečeva eno tako obdobje, ko se zagotovo že lepi rezultati pokažejo, pa recimo mesec, 2. Tako da nekako, da imamo v eni perspektivi.